Kaj, Peter, kako si? Super, v bistvu. Se nimam čisto nič za pritoževati, no. Pozdravljeni v novi oddaji podcasta Pim Pogovori. Z vami sta Robert in Matevž. Pozdravljen, Robi. Zdravo, Matevž. No in z nama na klicu že skoraj 1 uro, tudi Peter. Zdravo. Pozdravljena. Peter je bil, Peter Dragovič, ne, če smo bolj točni, je bil v gostu v oddaji že, mislim, koliko? 4 leta nazaj. Skoraj na obletnico. Skoraj na obletnico. Res? Ja. Lepo, da ste se spomnili na obletnico. Če si... Moramo povedati, da mi to bi ga povabili točno na obletnico, pa ni imel časa. Ja, točno res. Tako ali kaj, zdaj točno. Sem jaz skriv. Ja. Ampak si pa pohvaljen, ker si poslušal že tisto oddajo, ker smo rekli, da imamo peto obletnico. Ne? Tako da ampak res sam tako za arhiv, ne. Tale Bim Pogovori 27. oddaja je bila to v bistvu 27.3.2017, kar je tako svetlobna leta nazaj, ne? Še posebej, če Bim omenjamo v teh stavkih. Tako da ta glavna tema je v bistvu, kaj se je v 4 letih spremenilo. Pa nekaj smo že obdelali, ne? Zdaj treba še enkrat ponoviti, ne? Treba malo razmisliti, kaj sem do zdaj vse povedal. Ne, bomo mi vse une piske noter dali, pa bomo kaj porabili, ker smo se že 1 uro pogovarjali. Kaj se je dejansko zgodilo v teh 4 letih? Čistko ne, da se sam na hitro predstavim. Moje ime je Peter Dragovič, kot je že Matevž povedal. Sem pa drugač menedžer v podjetju IBM. Zdaj, kaj se je spremenilo v teh letih? No, to se ni spremenilo, to se je bil že 4 leta nazaj. Ja, in bo kmalu, po moje, skoraj 20 let, odkar sem že, čez 2 leti bo 20 let, odkar sem že v redni službi tukaj, kar je po eni strani grozen, po drugi je pa zelo hitro minilo. In moram reči, da z BIM-om se ukvarjam nekako od leta 2009. In če sem bil nekako prej, recimo temu, samotni jezdec, kar se tiče BIM-a v podjetju, ne, pa mislim, da tudi razen vaju 2, pa še pokojni Miloš je bil zraven, ne, pa Jernej Gartner, ne. Nekako je to iz parih osebkov, je zdaj to karatela neka zelo obširna panoga in mislim, da tudi študentje, ki prihajajo iz FGG-ja, ki sem jih tudi srečal na predstavitvi, ki sem imel, koliko je to, 2 leti nazaj že, v bistvu zdaj tudi pri nam v podjetju delajo. Ne, in vem, da se vsaj, kar se nas tiče, ne, je zdaj uporaba BIM-a oziroma v najširšem smislu, ne, se pravi, nekako v podjetju uporabljamo vse, več ali manj vse ta večje programe, kar se tiče BIM-a, se pravi Revit, Allplan, Teklo, razen Archicad-a, Civil 3D. Zdaj se je tudi še elektrooddelek se je priklopil zraven. Delajo tudi stvari v Revitu, strojni oddelek dela, razen procesna industrija so zaenkrat še v programih, so v bistvu v Bentleyju, to pa predvsem zaradi tega, ker zaenkrat v Revitu ni še možnosti izvajanja stres analiz, ki bile certificirane, ki jih zahtevajo recimo taki objekti od nukleark pa do recimo procesne industrije, ne. Tako da zadeva se razvija, jaz ne bom rekel, da sem kaj pametnejši ratal glede BIM-a v teh letih, ne, ker se mi zdi, da je zdaj toliko obširno področje to ratal, ne, da ne vem, še 10 let, če sem imel občutek, da približno vem, kje se vse dogaja, pa kam gre razvoj, je zdajle res preveč obširna stvar in se bo treba specializirati mogoče v točno določeno področje. Ne.
Ja, jaz moram reči, da si bil kar mal, tako bomo rekli, nisi se kaj dosti pohvalil, ne? Ampak Ja, vem, da takrat, čakam na vaju. ja, no, vem, da takrat že sem prav pogledal, leta 2018 si v bistvu imel tudi eno predstavitev pri nas na fakulteti in že takrat se dela neke hidroelektrarne v Revitu, pa ne vem, en kup enih takih res ogromnih projektov, pa si predstavljam, da od leta 2018 do zdaj je bilo tega še mnogo, mnogo več, ne? Pa me zanima, a ste še vedno ostali zdaj na Autodesku, ali ste kaj preklopili? Saj vem, da si omenil tudi Teklo, pa ne vem, kaj vse, ampak primarno ste pa še vedno na Autodeskovih produktih. Ja, primarno smo v bistvu tako, ne, da nekako, kot je sam rekel, ne, pri teh večjih infrastrukturnih projektih, ko imamo, ker so vezani predvsem na energetiko, ne, se pravi, trenutno smo nekako zaposleni z hidroelektrarno Mokrice, pol projektiramo to idejno zasnovo tega, kaj že dodatnega vodnega vira v Istri, ne, Suhorca, pa polno še nekih manjših ureditev. Dejansko sta primarni orodji za te stvari, ne, sta v bistvu Revit pa AutoCAD Civil 3D. In dejansko se mi zdi, da smo v vseh teh letih zdaj tudi s pomočjo Dynama in paketov, ki jih posamezniki razvijajo, ne, dejansko ta cel delovni proces izmenjave podatkov med tema dvema programoma kar naštudirali. Potem imamo pa, mislim, tako, če govorim čisto iz stališča Revita, ne, Revit zdaj uporablja, se pravi, elektro, strojni oddelek, arhitekti, gradbeniki. Allplan uporabljamo izključno za armiranje, Teklo pa uporabljamo predvsem pri jeklenih konstrukcijah, ne. Kak je pa ta izmenjava podatkov med Allplanom pa Revitom? A to je prek IFC-ja? Ja, v bistvu je tako, ne. Zdaj, recimo temu, 95% stvari gre prek IFC-ja, kake zadeve pa vseeno jih IFC še ne prebere v redu, ne, pa tiste stvari pa izvozimo prek 3D Solida, AutoCAD, navaden DVG, ne. Ampak to so res pač mogoče neki izjemni primeri, da se to ne upošteva, ne. Zanimivo, pa vi v bistvu ste čist na tem OpenBeamu. A sploh imate kakšne težave, oziroma zdaj od drugih poslušam, no, da zdaj komi čakajo ta nov IFC 4 pa 5 pa ne vem kaj vse, pa Railway pa Infrastructure pa tako naprej. Ampak če zdaj tebe razumem, vam v bistvu že zdaj na nek način funkcionira. Ja, mislim, se mi zdi, da je glavno izhodišče predvsem v tem, zakaj ti uporabljaš IFC, ne. Če uporabljaš ti IFC za samo koordinacijo, ne, in te zanima dejansko geometrija, kakor je, ne vem, če delaš kolizijo med elementi ali pa preverjaš neke rešitve, ne, se mi zdi, da že IFC 2x3 stvari čisto v redu pokrije, ne. Ni sicer toliko nekih informacij zraven, ampak v neki fazi projektiranja in koordinacije med strokami, ne, dejansko ne rabiš vseh teh informacij not, ne. Rabiš dejansko večinoma videti samo geometrijo, ne. Ja, se pravi, vi za koordinacijo pol v bistvu uporabljate kaj? Revit direktno? Ali ste zdaj Ne, v bistvu nazaj na je, Navisworksu? ne, smo kar na Navisworksu, ne. Zdaj tudi sam proces koordinacije poteka tako, ne, v Navisworksu, da v Navisworks imamo polinkane vedno native RVT datoteke. To pa zaradi tega, ker vedno, ko odpreš Navisworks datoteko ali pa klikneš refresh gumbek, ne, imaš vedno ta zadnjo verzijo Revit modela noter, medtem ko pa za IFC izvoze, ne vem, iz Tekle, ne, se pa pač na tedenski bazi ali pa mesečni bazi, odvisno seveda od faze projekta, ne, se odlagajo na točno dogovorjeno mesto in so, pač imamo tudi mi nek interni, recimo temu BIM izvedbeni plan v podjetju narejen, ne, tako da imamo jasno določeno poimenovanje
recimo temu 3D datotek na projektu. Ne. Se pravi, ko se enkrat sistem postavi, se lahko dodaja, ampak če izvažaš, ne vem, neko jekleno konstrukcijo, jo vedno izvažaš po točno določenim imenom. Ne. In zdaj smo tudi kar dosti uporabljamo ta program iConstruct, ki je add-in oziroma add-on na Navisworksu, ki v bistvu razširi nabor nekih funkcij, ki jih ima Navisworks. Ne. Ja, to bo pa najin kolega Ivo zelo vesel, ko bo to slišal. Ja, verjetno. Saj je v bistvu Mateja ima še to. No? Mateja Matko, vem, da je zdaj sodeluje z iConstructom. Ne? Se mi zdi, da je ona zastopa za Slovenijo. Ne? Ja, ona sodeluje s strankami, Ivo je pa razvojnik. On mlinček od spodaj. Ivo pa iConstructu zraven. Ja, to je že leta. Zanimivo. Ok, imam jaz eno vprašanje takoj. V bistvu. Koliko časa je pa v bistvu to trajalo, da ste do enega tazga, oziroma koliko iteracij tudi v bistvu, da ste pripravili si en tak ogrodje, kamor zdaj to bolj manj verjamem, da je kar avtomatično v bistvu pač enostavno leti, je pol polinkal v Navisworks, skratka ta workflow zdaj nekako dela najbrž, ne? Brez večjih težav. Koliko časa je to trajalo, da ste ga res spedenali? V bistvu je bil, kakor pravi, velik trial and error, zaradi tega, ker je po moje, če bi gledal, je nekako se ta workflow razvijal, odkar smo začeli uporabljati te programe. Ne? Ampak seveda je šlo postopoma, ne? Zaradi tega, ker tudi malo je bilo tudi vezan na Autodeskove pakete, ker se mi zdi, da od letošnjega leta je v bistvu tako, da so spremenili nabor programov, ki so not, in dejansko zdaj ima vsak naš uporabnik imajo že Navisworks Manage poinštaliran, ker prej so imeli pa vsi Navisworks Simulate in razen mene noben drug ni mogel preverjati recimo kolizij med elementi. Ne. Tako da mislim, da se je zdaj v zadnjem letu pa pol, da so se stvari pač v velikih korakih naprej premaknile. Ne. Ja, pa samo še eno nadaljevanje tega vprašanja. Skratka, okay, to ste pač znotraj eBay nekako razvili oziroma pač skozi neke projekte ste prišli do tele inkarnacije workflow, ki ga zdaj uporabljate. Koliko je zdaj to v bistvu nekako prenosljivo oziroma ali je to res praktično vam na kožo pisano, ki pač delate določene projekte in je to res nekako prilagojeno vašim ljudem, vašim zaposlenim, vašim partnerjem v bistvu nekako? Ali je pa to možno v bistvu, recimo, okay, ko nekdo vpraša, kako bi pa mi to naredili, ne? Pa mu rečete, le takole bi lahko naredil. Mislim, da je kar aplikativno na več oziroma in različnih podjetij in različnih projektov. Ne? Predvsem, kakor sem videl, je glavna stvar, da imaš na začetku neka pravila določena, ne? In dejansko nek naming convention oziroma pravila poimenovanja datotek je ta prvi korak, ki ga je potrebno narediti. Ta drugi korak je to, da se jasno opredeliš do tega, kam se bojo odlagale datoteke in nek mogoče workflow chart narediš glede na programe, ki jih dejansko uporabljaš. Ne. Seveda, če delaš vse v Revitu, je koordinacija to lažje. Ko se pa drugi programi vklopijo, je pa to dosti bolj komplicirano. Mislim, da smo mi največ časa porabili predvsem na vidiku tega, ker naši strojniki uporabljajo tale AutoPipe program, ki je od Bentleyja pa bazira na AutoCAD-u. Ne. In dejansko ima komplet bazo podatkov zapisano v Accessu. In dejansko je bilo treba nekako tudi prek data toolsov filtrirati ven tiste podatke, ki nam pridejo v poštev, iz tega delati neke NVD datoteke, ki se jih potem linka v neko, recimo, v ta federativni model. Ne. Tako da se mi zdi, da dokler podjetje dela na enem softveru, je vse dosti lažje. Predvsem imaš pa več različnih softverov, ne, ki na različen način zapišajo podatke ali pa ne omogočajo izvozov v IFC
se pa zadeve malo zakomplicirajo. No. Ampak niso pa nerešljive. No. To si zdaj tako zelo lepo. Ne, sej pač v real life je ful več sous pa nekega stresa, kot je bilo mogoče razvidno iz mojega odgovora, ampak nekako seveda več kot teh projektov delaš, lažje pol mogoče priješ do nekega tazga rezultata, ki bi bil uporaben. No. Definitivno imamo pa mi največ problemov, mislim, ne problemov, no, nekih rešitev, ki smo jih mogli poiskati za programe, ki ne omogočajo IFC izvozov. Ne. In to je ta glavni catch, se mi zdi, predvsem v skupino. Zdaj, verjetno vsako podjetje pa verjetno glede na svoje zmožnosti, pa programsko opremo, ki jo uporablja, pa kader, ki ga ima, si naštiva neke procese, ki so za njega uporabni. No. Čeprav moram reči, da smo mi kot v podjetju v zadnjem letu kar dosti nekega časa in energije namenili temu. No. Veseli me, no, da se v vseh teh letih, tako sem tudi prej imel občutek, preden je že Matevž vprašal, no, da je tako veliko bolj samozavestno govoriš o tem. Zdi se tako, kot da je vse skupaj pri vas zdaj zelo zrelo postalo. Ker takrat smo se vsi ful lovili, no, vsaj na začetku. Noben ni točno vedel, kaj bi, pa na kak način, pa tako naprej. Takrat je vse skupaj bilo, ste peljali naprej taki entuzijasti, kot si ti, ali pa predvsem Miloš, jaz se prav Miloša spomnim, kakšne debate sva mi domela. Zdaj pa se mi zdi tako, zdaj pa vsi vejo, ok, to je to, brez tega ne moremo. Vi imate že, se mi zdi tako, ful en tako utečen delotok, ki funkcionira, se bo verjetno še spremenil pač z nadgradnjami programske opreme, ampak zaenkrat vam to funkcionira. Sem pa tako hotel vprašati, no, koliko je pa ta vaš delotok sploh fleksibilen, recimo, da bi se odločili, da boste pa, ne vem, eno drugo programsko orodje upeljali. Mislim, da bi to šlo na hitro. Jaz mislim, da ni to problem v programskem orodju in temu, da se prilagodi nek delotok. Večji problem bi jaz videl v tem, da bi ljudje začeli drug program uporabljati, pa ga usvojiti, oziroma da bi začeli na takem nivoju obdelovati, tako kar zdaj obdelujejo. Ne. Zdaj pa odvisno po kakem programu govoriš, ne. Če bi bil to, ne vem, nek program, ki omogoča IFC izvoze, mislim, da ni tukaj nobenega problema. Ne. Saj stališča neke te koordinacije na samem projektu. Zdaj, če bi pa to nek drug program, ki tega ne omogoča, ne, je pa dejansko potem potrebno toliko več nekega dela pa časa vlagati v to, da stvari nekako skoordiniraš pa postaviš na pravo mesto. Ne. Zdaj, ker to se nam dogaja pri projektu toplarne, ne, dobivamo od podizvajalcev večinoma stvari v DGN formatu. Ne. In je bilo treba zdaj pač glede na neko poimensko strukturo posameznih datotek, je bilo treba filtre na novo naštimati v Navisworksu in se je pol na ta način tudi geometrija not uvozila. Ne. Se pravi, mislim, da do zdaj nismo na noben tak primer naleteli, ki bi pa rekli, da je to nemogoče. Ne. Veliko si pomagamo tudi seveda, če delamo v okolju Revita, tudi z Dynamom. Ne. Drugače pa se mi zdi, ko imaš ti podatke geometrijske, pa tudi če imaš neke zunanje baze, so to Excel datoteke, so to Access datoteke oziroma MDB, ne, jih brez problema pač povežeš not, ne, prek data toolsov ali pa prek iConstruct ali pa kjerga takega drugega programa, ki to omogoča. No. Tako da mogoče ti nisem odgovoril glih na ta način, ki bi ti hotel, ampak da zaključim, kar si rekel prej, da se nisem nič pohvalil, tako da mogoče lahko to rečem, da tlele pa stvari štimajo zaenkrat v redu. No.
Čistko iz radovednosti, koliko procentov uporabnikov pri vas pa Dynamo uporablja? Dobro vprašanje. Zdaj za samo pisanje kod mislim, da sva dva. Jaz pa Andraž Starc, ki je Moj bivši študent. Točno tako, ki je zdaj pa nam tudi je končal ta magistrski študij BIM-a in je pa nam zdaj tudi kot BIM menedžer zaposlen, ne? In v bistvu se zdaj ukvarja on predvsem s tem, kako bi popise nekako implementirali v BIM modele, ne? Se pravi, na kakšen sistem, s kakimi klasifikacijami in tako naprej. No, tako da razen naju noben drug ne piše kod, uporabljajo pa Dynamo kode, bi rekel, ene tam 10 do 15 uporabnikov Revita. Jaz se pravi, spomnim, ne samo moj, tudi Matevž na BIM Plusu. A si ga ti naučil Dynamo? No, jaz sem ga imel tam, ker smo sicer o Dynamo tudi govorili, ampak jaz sem bolj težil takrat s Pythonom, ne? Ampak potem je imel pa Luka bolj Dynamo čez. Ja, v bistvu moje vprašanje je bilo ravno tudi to, no? V bistvu, ampak ta Dynamo, v kakšni obliki se ga prvo uporablja? V smislu, veš, je to bolj za neko avtomatizacijo tega procesa ali za v bistvu, ne vem, generično načrtovanje? V bistvu eno in drugo, ne? Ker naprimer naši električarji in strojniki so na projektu 2TDK delali komplet elektrostrojne inštalacije v tunelih in seveda pač odločili smo se, da bomo delali v Revitu. In pol naslednje vprašanje je seveda pred bilo, okay, kako bomo zdaj takem dolgem linijskem objektu, kjer se os spreminja višinsko in tlorisno, postavljali vse elemente noter, ne? In moram reči, da sem pol nek proces naštudiral, ker se mi zdi, da se je kar dobro razvil, ne? In v bistvu proces je pa potekal na ta način, da smo prvo v Civil 3D-ju sestavili skupaj oziroma v Subassembly Composerju v Civil 3D-ju smo sestavili skupaj prejšnje profile, ki so simulirali police pa cevi, ki so zrisane v prečnem profilu in potekajo vzdolž cele osi tunela. Potem so se v Civilu generirale točke, ki so predstavljale centerline teh dveh elementov. In seveda smo dobili Excel datoteke z različnimi podatki, ne vem, za katero cev gre, na kateri strani tunela je in kakšne informacije bi šle noter. Potem smo pa prek Dynama in v bistvu tam package od Dynama, se mi zdi, da je MapPower, dejansko avtomatično generirali komplet kabelske police in cevi v tunelu. Naknadno smo pa še tudi vse točkovne elemente, se pravi luči, znake, so se na podlagi stacionaž pa pozicije v XY smeri v prečnem profilu samega tunela, to dejansko avtomatsko zmetale po celem tunelu noter, ne. Tako da to je en del, ki bi lahko rekel, da je malo generično projektiranje, ne v smislu generičnega projektiranja, mogoče kakor se zdaj pač tudi v Revitu predstavlja, da pač neke kubuse vzameš, pa daš neke informacije noter, pa neke oblike dobivaš ven, ne. Ta druga stvar je pa čisto tako, da mogoče, ne vem, iz Civila izvozimo Land XML datoteko, potem pa prek Dynama vržemo not v Revit in nam pač predstavlja topografijo, ker pač Revit ima kar bogo topografijo, ne, pač ne pozna te triangulacije, kakor jo Civil 3D, in na podlagi tega pol resmo generiramo teren, izkope,
in tako naprej. Ne? Ali pa čisto za samo manipulacijo podatkov, ko jih imamo enkrat noter v modelu. Moram reči, da sem pa to s tunelom, da sem v bistvu prejšnji let to predaval na Build konferenci, ki je bilo in je bilo kar zanimivo, no? Ker mogoče glih na ta način priješ do nekih takih rešitev, v katerih sploh na začetku nisi razmišljal. Res je, pa sam nekaj hudomušno bom pripomnil, da brez Excela pa ne gre, ne? Ne, seveda ne. Saj, enkrat sem prebral to izjavo, pa mi je še vedno zelo simpatična. Ne vem, a mi jo je Miloš povedal ali kdo, ampak vem, da je nek profesor na Stanfordu rekel, da se lahko 80 ali 90% problemov v gradbeništvu reši prek Excela. Ne, definitivno je pa uporaba Excela ali pa Accessovih baz izjemnega pomena pri taki količini podatkov. Ne. Jaz sem hotel sem tukaj nekaj dodatno, da smo z vašimi kolegi iz Eleje en članek napisali. Tam se pa v bistvu ta BIM model potem izvaža v programe za geotehnično analizo in je tam Dani Gabršček tudi uporabil zelo podoben pristop s tem, da on je pa sam napisal v Dynamo neke skripte, ki so mu generirali pa iz osi, pa nekih prečnih prerezov, pa seveda tudi brez Excela ni šlo. In je pa na koncu padel en tak model, ki je bil pripravljen za to, da se je uvozil v program za geotehnično analizo. Tako da, mislim, teh pristopov hočem reči je milijon, in kar sam mene veseli je to, da vsak najde tistega, ki mu ustreza, pač, ki mu paše v ta delotok, in to je pač tisto, kar smo si vedno želeli. Ampak v bistvu bom pa sam jaz nekaj dopolnil zraven. Tako da za vse študente, če slučajno to poslušajo, pa se sprašujejo, kaj za vraga morajo oni znati programirati, to je vse. Zdaj ste slišali, ne? Zakaj je treba kaj takega znati, ne? Definitivno, ne? In sem v bistvu tudi sam ene pol leta nazaj začel se malo bolj resno ukvarjati oziroma malo bolj resno ukvarjati, gledati predavanja okoli Pythona, ne? Zaradi tega, ker vidim, da sem pač pri katerih stvareh omejen ali pa mogoče čakaš, da bo kdo kakšen package izdal, ker bo mogoče iz Revitovega IPA potegnil glih tisto komando ven, ki si jo ti želiš. Ne? Tako da, ja, programiranje je top. Ne? Pa v gradbeništvu, ki mogoče si kdo misli, da je pač to ta zadnja stvar, ampak definitivno ni. No. Ja, ne, se kaj lahko rečemo je to, da če pridete v EBA, boste eden od 3, ki bo programiral. Ja, ampak si še vedno top 3, ne? Ja, top 3. Vse to. Če se boste ful potrudili, boste vedeli več kot Peter zaenkrat. Ja, sej, to je pol vedno dobro, ko prihaja novi, pa dejansko vidiš, da tudi v končni fazi na faksu se določeno znanje, kar se tega tiče, ne, pač seveda tiste, ki zanima, ne, pač vidim pri Andražu, kako dojema stvari, je pač drugačno. Ja, definitivno so to zdaj druge generacije, ki so precej več slišali o tem kot vi, ne. Ja, mi smo imeli Commodore 64, ne. Ja, ali pa še to ne. Ja. Čeprav tukaj imamo enega Spectrum fana, tako da ne bomo preveč. Pa Kdo? nisem jaz, to je en starejši od mene tukaj. To name cilja, ali kaj? Ja, seveda. Jaz nisem imel Spektruma. Amstrada sem imel kakšen, vi ste pojma niste imeli. V bistvu Jaz Commodore nimam pa Spektrum, brez veze. Ja. No, Spektrum je imel pa Žiga Turk. To zdaj, v bistvu, to veš tako, kakšni tele mlajši, ne? Kva zdaj to je nek Commodore pa Spektrum, pa kva je to zdaj, kakšna nova kratica? BIM Spektruma, veš, to je to. Ja. No, jaz sem imel Commodore, ti si imel Amstrada, Žiga imel pa Spektruma. Ne vem, kaj imel pa. Aha, ti si imel Commodore, Peter. Ne, v bistvu, jaz sem prvi računalnik dobil, oziroma smo družinski računalnik še takrat dobili, ne. Po moje, ko sem bil na faksu že, prej ga nisem imel. Smo imeli pač v šoli računalništvo, ne. Pa en friend je imel Spektruma in pol smo vsak dan po šoli
še v osnovni šoli do njega hodili, ne, in so se tiste igrice nalagale prek kaset gor, ne, in to je bilo tako celo doživetje. Ne. Da ne boš mislil, jaz sem sicer v osnovni šoli dobil Commodore, ampak tisti Commodore je bil samo za igre, pa tisti kasetnik se mi še zdaj sanja. Ampak moj prvi resen računalnik je bil pa, tako da ne boste mislili, je bil pa 486 DX266, dobil sem ga pa leta 96, ko sem bil v 3. letniku srednje šole, tako da sem zelo pozen začel. No. Ja, verjetno pa imajo zdaj telefoni za 10 evrov več spomina in rama, kot so imeli te računalniki. Če ga dobiš v pralnem prašku, je sigurno hitrejši. Ravno na to temo sem eno sliko, ne vem, kdo je privlekel od moje mame, ker sem slikan doma še za svojo pisalno mizo, ne, za eno svetlečo trenerko, ker sem se kar skril zdaj, ker sem zdaj zagledal. Ne. Siguren to pravo. Zihar je bila kaj takšnega, ne, in jaz tam gledam in pol zagledam v računalnik v zadnji, ne. Ti si bil pa Schneider, kar je v bistvu sam nemška verzija Amstrada, ne? Ampak to je bil že PC. In tisti PC je skratka bil PCX, XT je bil, ne? Kar pomeni, da je imel 2 disketne enoti. Ni imel diska, ampak 2 disketne enoti je bilo. Une, v bistvu veš, floppy diske, ta prava floppy diska, ne? Kar si lahko še malo hladil zraven. Velikost A4 formatska. Ja. Ej, to pa je bilo, ja. No, okay. To pa več kot 4 leta nazaj, ne? Ja. Jaz moram reči, da smo iz Bima zelo hitro prišli nazaj na diskete. Jaz sem hotel Petra še nekaj drugo vprašati, no. Takrat pred 4 leti je še kar nekaj živela stran bim.si. Kaj se pa zdaj? Ja, dobro vprašanje, ne. Imamo pač to stran imamo nekako z Jernejem Gartnerjem, ne, pa z Mojco in vsake pol leta, ne, kdo napiše mail, če bi kaj napisali gor, ne. Pa zaenkrat ne zberemo vole pa časa, da bi te stvari zapisali. Ne. Saj, je škoda, ker pač ime strani je fenomenalna, ne. Ampak nekako je tam, kjer je bila 4 leta nazaj, po moje. Ja, mislim, da je bila 2018 zadnja objava. Ja. To za Build konferenco, ki je bila v Ljubljani. Ne, 2019, oktober 2019, kaj te ti to? Ja, 2 leta nazaj, ne. To je bilo včeraj, ne. Ja, skoraj, ne. Praktično, ja. Novo. Ja, neč, ta stran je v bistvu tudi na nek način še spomin na Miloša Todorovića, ne. Tako da, jaz upam, da še kdaj zaživi, po drugi strani sem pa zelo vesel, da nimate časa, ker to pomeni, da je trenutno dovolj delano. No, ampak, da je to res povej v bistvu, ne. Prej si že omenil, da je enostavno kakšne večje krize glede tega, da ste vsi nekje od doma najbrž, ne, pa karantene levo, desno, ni čutiti. Mislim, kar se tiče službenih stvari, zaenkrat ne. Projektov je dost, novi projekti se skozi, razpisi se pripravljajo, tako da ta trenutek so stvari v redu. Ne? Pač imamo nažalost srečo, da smo v taki industriji, ki trenutno ne čuti nobenih posledic COVID krize. Ne? Naj tako ostane, ne? Čeprav se mi da v gradbeništvu vse z zamikom pride in tega me kar malo strah. Ja, še posebej, ker sem včeraj zasledil podatek, da se ne bi cene, ne vem, aluminija pa železa v zadnjem letu dvigale za 40% ali za 50%. Ne. To lahko pa potrdim, ker imam enega kolega, ki ima tiskarno in mora to kupovati, ker tiska nek aluminijaste pokrovčke za jogurte in to, ne. In je rekel, da je v zadnjem letu točno to, cena šla gor za 40%, prevoz pa za 100%. Tako da zdaj oni so nekje v Koreji naročajo ta aluminij, no, in da so se cene toliko dvignile, ne, da kontejner, ki je prej stal 3000 evrov, zdaj stane 30. Včasih, no, 100% sicer 6000, ampak da stane tudi 30, zato ker ni plovnih poti, ne, in pa se še tam neki zagozdi
v kopu in pol pa še slabše. No, moramo pa priznati, da so bili mimsi na to temo, da so bili pa fenomenalni. A onga z onim bagrom ali kva? Ja. Tiste je bilo dobro, ja. Jaz pa ne vem, če sem ga videl, moram pa poslati. Dobiš. Ampak najbolj, ker res v bistvu, mislim, človek si ne predstavlja, ne? Ti si 400 metrov dolga ladja, ne? In to, mislim, tako, za vse tiste, ki ne vejo, kaj je 400 metrov, to je 4 fuzbal igrišča, en za drugim postaviš, pa še ravno toliko široki so. Ja, ne, to je noro. Gromozansko je. To je noro. Hvala Bogu, da so jo uspeli odgozdati stran. Ne? Ja, neč, kaj, Matevž, a bomo Petra kaj spustila? Ja, itak, ne. Upam, da so vam pravili spet, kot po 4 letih, ne. Ja, jaz tudi, ne. Probam vaju sicer redno poslušati, ne, včasih mi ne uspe, ampak hvala Bogu za podcaste, ki lahko pol tudi za nazaj, pol v enem šusu preposlušaš 10 epizod, ne. Se bo potrudila, da bo daljši. Ne, tako enostaven. Ne, boljše je kratko in sladko, ne. Je dosti lepše. Ne, vse je zanimivo, da se veliko sprašuje, kdo to sploh posluša, pa tako slišimo, da praktično vsi, ki jih poznava, ne. Ampak noben pa nič ne reče, tako da. No, razen... Kar povej, Petra. Vem, da sem enkrat, Robi teb komentiral na Twitterju oddajo, pa pol smo čez en mesec pa pol odpisal, da si šele zdaj videl, tako da. Nisi ta pravega kanala izbral. Ja. Ne, jaz nisem več na Twitterju, tako že na 4 leta, takrat, ko smo nazadnje govorili. Ja, samo izločil. Na Twitteru, ne? Bim pogovoril pa sem, ali... Če bi pogledal, kdaj je bilo nazadnje, je bilo približno takrat. 4 leta nazaj. Ok. Ja, 9, ne. Ja. Dej, je dosti drugih kanalov. Ja. Bom zdaj prek teh kanalov. No, v redu. Lahko recimo na YouTubeu pokomentiraš, evo. Tam smo tudi, ali kaj? Jaz sem tudi po mojem nek kanal na YouTubeu, sam ga tudi po mojem ne uporabljam, ker enem par videoposnetkov je še gor za Revit, ampak se je pa tudi tam končal polno. Ja, tole kar cajta vzame, ne? Karkoli tazga pripravljate grozno. Problem je, ker vedno vse te videe, ki jih hočeš, če hočeš, da pol v redu zgledajo, ne, je še ful nekega procesiranja pol od zadaj, pač moraš to zrihtati, pa popraviti ene stvari, pa niti všeč mogoče glas, ki se posnamaš, pa moraš pa ponovno snemati, pa to tako, da je kar dela dosti, ne. Vsekakor le preko 4 letih. Ja, računam na to, ne. Ej, super. Peter, super, hvala, da si nam polepšal večer, v bistvu, ne. Smo se malo nasmejali v tej uri pa pol. Hvala enako, ne. Lepo se majte, pa se slišimo spet. Adijo.